Vsi še enkrat lepo dobrodošli. Mladinski center Dravinjske doline je zasebni zavod, ki v občini Slovenske Konjice deluje na področju mladine in kulture že od leta 2003. Vizija zavoda je aktivacija mladih, spodbujanje aktivnega državljanstva, dvig kulturnih kompetenc, dvig družbene odgovornosti, spodbujanje mobilnosti mladih ter neformalno učenje. Na lokalnem področju smo zaznani kot pomemben akter, na nacionalni ravni dosegamo najvišje ocene med mladinskimi centri, mednarodno se uvrščamo med aktivnejše mladinske organizacije. V letu 2013 pa so aktivnosti mladinskega centra prerasle zmožnosti in tako je zasebni zavod doživel prestrukturacijo. Poleg doregistracije v socialno podjetje je zavod svoje aktivnosti razmejil v 4 tematske sklope v področjih, na katerih je le ta najbolj aktiven. Tako od leta 2014 delujejo sledeče notranje organizacijske enote. Patriot prireditveni center, to je spodnji del, mladinski center zgoraj, Kreaktor in medgeneracijski center v začetkih razvoja. Tretji programski steber, Kreaktor, smo v svojih dejavnostih prvič zaznali v letu 2009, ko smo preko uspeha na razpisu omogočili zaposlitev 4 mladih v projektu Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga. Temu projektu je sledila odločitev in sodelovanje v projektu TD Tekstil kot poslovodeči partner ter izvajanje projekta z Moje dežele. V mladinskem centru se nam namreč zdi izredno pomembno, da lahko preko projekta mladim ponudimo nova delovna mesta, torej možnost prve zaposlitve. Seveda smo že pred letom 2010 aktivno skrbeli za mlade, njihovo aktivacijo ter predvsem prvo zaposlitev. To smo počeli predvsem preko zaposlovanja v programu javnih del ter preko programov, ki jih izvajamo v sklopu mladinskega centra. Aktivacija, družbena angažiranost ter samo iniciativnost mladih so v današnjem času velike brezposelnosti ter pomanjkanja delovnih mest ključnega pomena pri mladih. Tako smo v razmislekih v letu 2013 zaznali našo dejavnost inkubiranja delovnih mest za mlade kot eno ključnih, ter jo kot tako tudi definirali v ločenem programskem stebru. Naš namen je bil počasen in nežen razvoj programskega stebra, letne nadgradnje, motivacija mladih preko posameznih delavnic na temo podjetništva, organizacija mladinske zadruge. V začetku leta 2014 pa se nam je ponudila priložnost, da proces razvoja programskega stebra Kreaktor precej pospešimo in glede na trenutno situacijo, brezposelnost, apatičnost ter odhajanja mladih je tako tudi prav. Tako smo v januarju 2014 kandidirali na razpisu Urada za mladino za ESS sredstva z namenom dviga kompetenc zaposljivosti ter promocijo zaposlovanja mladih. Več o projektu danes nam bodo povedali Tadej Slapnik, vodja programa Kreaktor, Laura Kranjčan, vodja programa Mladinski center in Duška Lužar-Šajt, direktorica fundacije Prizma, fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti. Tadej, izvoli, kot prvi je beseda tvoja. Hvala lepa, Neža. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. V uvodu bi se povrnil 15 let nazaj približno, takrat, ko smo Mladinski center, takrat še v sklopu kluba študentov Dravinjske doline ustanovili. Smo že takrat odgovorili na neke potrebe mladih, potrebe tistega časa. Če je bilo to takrat zagotoviti neke prostore za neformalno izobraževanje, za kulturne projekte, za koncertno dejavnost, za mobilnost mladih, se je v teh 15 letih zagotovo tudi v Mladinskem centru marsikaj spremenilo. Gospodarska kriza, ki smo ji priča že 5 let, je zagotovo pod prvo prioriteto ali pa pod prvo pereč problem mladih postavila brezposelnost. Tako, ko smo se v 15 letih preteklega delovanja prilagajali, verjamem, da smo se tudi z programom Kreaktor prilagodili v tej smeri, da želimo na ta izziv odgovoriti. Zelo vesel sem, da smo lahko tu na tem področju združili znanje, ne samo znanje, ki smo ga imeli v hiši, ampak tudi znanje partnerjev, ki so pri tem sodelovali, tako Fundacije za višanje zaposlitvenih možnosti Prizma iz Maribora, Foruma socialnega podjetništva, Skupnosti občin Slovenije in Skupnosti Coworking Slovenija, s katerimi smo že v preteklem letu oblikovali program spodbujanja kreativnosti in socialnega podjetništva v slovenskih regijah. V njem bo povedala več Duška. Sam program, ki je šele v pripravi in tudi v usklajevanju tako na državni ravni, pa z tem projektom Kreaktor
in z tem znanjem pilotno izvajamo v lokalni skupnosti občine Slovenske Konjice, predvsem z namenom, da dobimo izkušnje, da ga pripravimo tudi kot takega, da bi ga lahko v prihodnosti ne samo kvalitetno razvijali tukaj pri nas, ampak da bi lahko po podobnem modelu tudi ostale lokalne skupnosti v Sloveniji našle nek način inovativnega zaposlovanja mladih. Kaj smo združili v programu? Združili smo znanje in izkušnje iz področja spodbujanja socialnega podjetništva in zadružništva. Tukaj je največji izziv tako imenovana zanka neizkušenosti, v kateri so ujeti mladi. Ta zanka neizkušenosti kot takšna je, da vemo, da se pri vsaki zaposlitvi delodajalci pričakujejo delovne izkušnje. Mladi, čeprav imajo dobro izobrazbo, čeprav imajo željo po delu, ker nimajo izkušenj, predvsem v gospodarski krizi, veliko težje napram ostali konkurenci na trgu dela, dobijo priložnost za zaposlitev. In ker nimajo zaposlitve, se pravi niso zaposleni, ne morejo pridobiti tudi samih delovnih izkušenj in ta zanka je takšna, ki jih pušča ponavadi na področju brezposelnosti. In prav z Kreatorjem želimo po metodi ali pa po nekih izkušnjah na evropski ravni, tudi evropskih zadrug, to preseči. Poleg aktivnosti, poleg izobraževanj, poleg mentorske dejavnosti bomo v sklopu projekta namreč ustanovili tudi, dejansko bodo mladi ustanovili samozaposlitveno mladinsko kooperativo, zadrugo, v kateri bodo lahko svoje poslovne procese, svoje poslovne dejavnosti začeli razvijati, še preden se bodo formalno zaposlili v mladinski kooperativi. Se pravi, da bodo začeli pridobivati izkušnje, delovne izkušnje na neki poti ustvarjanja podjetja in tudi, če ne bodo uspeli si potem generirati delovnega mesta, bodo vsaj ta manjko konkretne delovne izkušnje lahko prek tega prebrodili. Tu zagotovo se oziramo na vse priložnosti, ki jih socialno podjetništvo, ki jih zadružništvo ponuja, na eni strani kot na drugi strani na tako imenovan coworking, se pravi prevod v slovenščino sodelo, se pravi sodelovanje različnih profilov mladih z namenom, da združijo svoja znanja, svoje izkušnje v neke konkretne poslovne projekte, ki jih izpeljejo do te mere, potem ko zaživijo, če so uspešni, jim zagotavljajo zaslužek. Se pravi, ta dva modela, zadružni model in coworking, želimo združiti v tem projektu, dati znanje in spodbuditi mlade, da bodo ustanovili mladinsko samozaposlitveno zadrugo, ki bo lahko po eni strani generirala čist neke nove poslovne priložnosti, poslovne dejavnosti, storitve, po drugi strani se pa želimo zelo navezati z lokalnim gospodarstvom, da bo v tem prostoru lahko tudi lokalno gospodarstvo po eni strani nudilo konkretno izkušeni menedžeri, tudi upokojeni menedžeri, konkretne mentorske znanja, prenos izkušenj, odpiranja vrat tudi v poslovni svet in na drugi strani tudi zajemalo neke propulzivne, neke aktivne kadre, ki, vkolikor se ne bodo odločili in nadaljevali pot kot nosilci nekih poslovnih dejavnosti, se bodo lahko že, bom rekel, v stiku z lokalnim gospodarstvom zaposlili pri njih. Da ne bom predolg, mi želimo z tem pilotnim projektom preveriti, ali so naše, bom rekel, teoretične usmeritve, ali živijo tudi v praksi, ga normalno potem tudi dopolniti, popraviti, ga pa v naslednjem koraku tudi nadgraditi, ga dolgoročno izvajati, namreč ta projekt se zaključuje konec leta. V določenem obsegu bodo poslovne dejavnosti zaživele, verjamemo pa, da veliko bolj, vkolikor bi poleg teh aktivnosti, ki jih bomo lahko v obliki mentorstva, v obliki usposabljanja, v obliki prenosa znanj mladim nudili, da bodo mladi slej ko prej prišli do faze, ko bodo svoje poslovne ideje hoteli tudi uresničiti, takrat pa bo potrebno nuditi tudi dostop do sredstev financiranj, se pravi tako poroštev za najem kreditov, tako dostopa do
investicijskega kapitala, do start-up kapitala, se pravi, to pa je nek pogled v leto 2015 in naprej, da bi želeli tudi v sodelovanju širše, z lokalnimi skupnosti širše, vzpostaviti en tovrstni sklad, ta sredstva, ki bi omogočila to, da bodo svoje poslovne ideje lahko tudi financirali in jih razvili v, bom rekel, iz malih tudi v srednja in potencialno tudi večja podjetja. Toliko v tem mojem delu, bi pa res prosil Duško Lužar-Šajc, direktorico fundacije Prizma, ki pa je koordinirala pripravo tega nacionalnega programa, da pa ga predstavi in tudi njegove potencijale in tudi morebitne poglede, kako bi lahko ta program financirali v perspektivi finančni 2014-2020. Prihajam iz Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, smo jo poimenovali v Mariboru, kjer že v bistvu 15 let si prizadevamo za spodbude za kreiranje delovnih mest za različne ciljne skupine, ki so pač v določenem obdobju. Vemo, da se spreminjajo potrebe različnih ciljnih skupin. Zdaj v tem trenutku so tako mladi tisti, ki imajo težave na trgu dela pri vstopu v nove zaposlitve oziroma tudi pri kreiranju novih delovnih mest. Zanje na drugi strani pa še ena velika skupina, ki mislim, da se kar zelo povezuje z mladimi, to pa so starejši od 50 let, ki prav tako imajo težave in nekako vidimo tudi priložnost pravzaprav v podobnih projektih, kot je Kreator, za medgeneracijsko povezovanje in prenos izkušenj starejših na mlajše in obratno, energije in kreativnosti mladih na starejše in nekako skupaj lahko zelo dobro postavijo temelje za, bom rekla, nova, bolj družbeno odgovorna delovna mesta. Če se vrnem k temu programu, poimenovali smo ga takrat, najprej je bila pobuda Sociolab, potem pa smo skupaj s partnerji Slovenskim forumom socialnega podjetništva, skupnostjo občin, nekaterimi proaktivnimi regionalnimi agencijami iz Slovenije, Centrom alternativne in avtonomne produkcije iz Maribora, ki je tudi en tak coworking prostor, potem se je pridružil še ta coworking iz Ljubljane, poskušali pripraviti en skupen program, ki bi bil nekako namenjen spodbujanju razvoja novih delovnih mest, predvsem v nekih lokalnih, regionalnih okoljih, in smo pripravili projekt kreativnega laboratorija, tako smo ga poimenovali, ki smo ga poskušali nekako spraviti v okvir tega regionalnega razvojnega načrtovanja. Gre za v bistvu projekt, v okviru katerega bi vzpostavljali neke mrežne inkubatorje oziroma tudi s coworking prostori, kjer bi imeli priložnost prebivalci v lokalnem okolju kreirati ideje, torej ne tako kot sedaj, ko imamo inkubatorje, recimo podjetništva, kjer ti že moraš z idejo nekako priti in jo potem lahko razvijaš. Tudi imamo projekte Startup Slovenija, ampak tam običajno pridejo predvsem mladi že z idejami, razdelanimi pobudami. Želeli pa smo začeti en korak prej. Manjka nam tisti del povsod, kjer nekako pritegneš mlade, starejše, tiste, ki imajo kaj povedati in jim pomagaš razvijati idejo. In videli smo priložnost ravno v teh coworking prostorih, kjer bi se lahko ljudje družili, mladi, starejši, in nekako tudi razvijali nove ideje. Seveda za to potrebujejo tudi neko podporo, potrebujemo neko, bom rekla, infrastrukturo in pa seveda zalogo znanj, izkušenih mentorjev, ljudi, ki lahko programe izpeljajo, da pripeljajo ne nazadnje te pobude, do katerih pride od ugotavljanja potreb v lokalnem okolju do na koncu realizacije ideje, je kar dolga pot, in to ne morejo biti programi, ki so ad hoc, tako kot so bili do zdaj, različni programi, ki so trajali pol leta, eno leto, zato si prizadevamo za neko sistemsko rešitev in smo projekt kreativnega laboratorija skupaj pripravili na podlagi izkušenj različnih partnerjev in ga tudi predložili preko, mislim, da regionalne agencije Severne Primorske na Ministrstvo za gospodarstvo kot projekt, ki bi naj bil umeščen v prihodnjo finančno perspektivo. Vemo, da to programiranje še traja, da nekako še ni jasno, ali bodo, recimo predstavljali smo si, da bi bil to projekt, ki bi bil enoten nekako po celi Sloveniji, metodologija bi bila enotna, takrat so jim rekli nacionalni projekti regionalnega pomena. Zdaj upamo, da nekako se kaže v teh programskih dokumentih, da bi se take projekte dalo umestiti
ne vem katera os je, mislim, da 10, kjer je tudi spodbujanje socialnega podjetništva in da bi takšni projekti oziroma takšni inkubatorji nastajali v različnih regijah v Sloveniji in različnih lokalnih okoljih, seveda glede na potrebe, ki v lokalnih okoljih so. In bi se ukvarjali s tistimi ciljnimi skupinami, ki so prednostne v lokalnih okoljih in reševali seveda družbene probleme lokalnih okolij. Ne more biti vsebina enotna, lahko je metodologija enotna za celo Slovenijo, da poveže tudi razpršena sredstva, ki bi prihajala v take inkubatorje, kreatorje in podobno. Vendar pa morajo takšne iniciative reševati res tiste lokalne probleme v lokalnem okolju. Naše izkušnje so, mi smo recimo poskusili v Mariboru to na starejših, zelo podoben projekt. Imeli smo priložnost razviti projekt, torej program za brezposelne, ki so starejši od 50 let, kjer smo šli skozi proces, skozi program mentorstva in usposabljanja z namenom kreiranja novih delovnih mest za starejše. Začeli smo v januarju, zdaj nekako zaključujemo ta pilotni program in od 16 vključenih starejših, brezposelnih, starejših od 50 let, v bistvu jih je 10 že zaposlenih, sicer v programu javnih del, ampak so ustanovili zadrugo, smo jim pomagali ustanoviti 2 socialni podjetji, ki jih bodo zdaj v okviru programa javnih del za socialno podjetništvo razvijali do končne iniciative in si skreirali vsaj 5 delovnih mest vsaka kooperativa. Ena razvija medgeneracijsko sodelovanje in pomoč starejšim na domu, torej razvija nova delovna mesta v tako imenovanih sferi teh belih delovnih mest, ki spodbujajo deinstitucionalizacijo. Drugi pa se bodo ukvarjali z lokalno pridelano hrano in vzpostavljanjem nove restauracije. Izhajajo res iz izkušnji in vključili, kar se je zgodilo v teh 6 mesecih je, da so pravzaprav nudili smo jim slučajno smo vzpostavili tudi neke vrste coworking, čeprav formalno to ni, ampak imamo prostore, ki jih imamo v najemu in ti ljudje se pri nas srečujejo, imajo na voljo pač naše računalnike, našo infrastrukturo, ki jo uporabljamo in so začeli nekako vključevati tudi mlade. Čisto spontano, ker smo sodelovali z forumom, sodelovali z CAP-om, to je Center alternativne in avtonomne produkcije in skupine so se začele same oblikovati, širiti in povezovati z drugimi zadrugami. Tako vidim tudi kreator, da bo dejansko začel povezovati tudi druge skupine, čeprav je zdaj namenjen mladim, da nekako bo povezoval tudi izkušnje starejših, širše. Imate tudi tu, vem, da Društvo upokojencev na vrhu in nekako se te izkušnje tudi po celi Sloveniji prepletajo in povezujejo. Mislim, da je to socialno podjetništvo in te pobude so nekako povezale tudi, bom rekla, ta sektor socialno-podjetniški še bolj, coworking sektor tudi, da poskušamo izmenjavati izkušnje, sodelovati res na tistem principu pravega sodelovanja, partnerskega, deliti izkušnje, deliti znanje z namenom, da kreiramo delovna mesta. In vsaj pri nas, če se je za starejše pokazalo, da je možno skreirati v pol leta 10 delovnih mest, vsi pravijo, da za starejše to ni možno, pravijo, da je težko jih zaposliti, da nekako za podjetništvo sploh niso zainteresirani. Če pa gledam z tega vidika, mislim pa, da so ravno v socialnem podjetništvu, da se tudi ti starejši še toliko bolj najdejo, ker so vendarle tudi družbeno odgovorni in da poskušajo tudi mlade pritegniti v to zgodbo in obratno, da se ravno krešejo te iskrice med njimi in se razvijajo nove stvari v sodelovanju. Tako da jaz upam, da bodo podobni kreatorji oziroma ti inkubatorji, ki smo jih poskušali lansirati kot nacionalni program regionalnega pomena, umeščeni in deležni podpore v prihodnji finančni perspektivi, skupaj s forumom socialnega podjetništva, skupnostjo občin si to prizadevamo si tudi vsak posebej v svojih regijah nekako spraviti to v sporazume za razvoj regij. V Mariboru smo recimo ravno včeraj imeli odbor za človeške vire pri regionalnem razvojnem svetu in umestili ta projekt, ki smo ga pač pri nas poimenovali Sociolab. To bi naj bil tak mrežni inkubator kot enega od ključnih projektov, povezanih projektov različnih partnerjev. Seveda pa se je treba zavedati, da morajo sodelovati v nekem lokalnem okolju vsi partnerji, tako javni sektor, kot zasebni sektor, kot tudi ta socialno-podjetniška iniciativa in ne nazadnje
tudi partnerji sami podpornega okolja je zelo pomembno, da med sabo sodelujejo, ker drugače bodo v prihodnosti spet sredstva razpršila. In Kreaktor kot tak, verjamem, da si bo prizadeval povezati čim več akterjev, ker dostikrat res prihajajo v lokalna okolja sredstva malo po malo na različnih mestih, če pa imamo eno tako stičišče, kjer se lahko povezujejo stvari, pa sem prepričana, da bo tudi Kreaktor izredno uspešen in upam, da bomo sodelovali lahko pri tej zgodbi, vam kje pomagali in da boste potem te izkušnje delili tudi z drugimi, ker je to vzorčni primer, kako lahko takšna mladinska kooperativa nastane, ki omogoča mladim izkušnje, ker konec koncev tudi prostovoljstvo, to je učni primer, to je lahko kot neki šolski primer ali pa se potem realizira resnično v samih zaposlitvah. In želimo si, da bi Slovenija enkrat začela uporabljati te primere dobrih praks in jih multiplicirati v Sloveniji kot primere, ker dostikrat se zgodi, da so taki projekti zelo uspešni in obstanejo izkušnje nekje v okolju, ko se projekt konča, žal to ne zaživi drugje in drugje začnejo spet na novo nekaj razvijati, namesto da bi uporabljali stvari, ki smo jih dobro oddelali in dobro razvili. Tako da jaz upam, da je to dobra popotnica, sploh ker ste tudi predstavniki ministrstva, da se pobere stvari z terena, da se vzame izkušnje in se jih uporabi tudi v drugih okoljih. Ja, hvala Neža za besedo in lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu. Sem ena tistih, ki je bila mogoče del ekipe pri pripravi tega konkretnega razpisa, sicer pa tudi tista, ki je že v prejšnjih letih pomagala mladim, da so začeli kreirati prve osnutke mladinske zadruge oziroma snovali različne mladinske pobude, ki smo jih v začetkih prijavljali zgolj na evropske programe, zdaj pač iščemo še kakšne druge spektre in bi vam danes rada predstavila mogoče malo bolj konkretne rezultate, ki smo si jih zadali do letošnjega decembra. Vsekakor pa se bomo vsi delali v smeri, da projekt lahko tudi nadaljujemo, tako kot je že omenil Tadej. Osnovni namen razpisa in dotičnega projekta je krepitev socialnih in državljanskih kompetenc preko aktivacije mladih samih. Ključni rezultati projekta so torej ustanovitev lokalnega mladinskega kreativnega laboratorija, najprej kot samostojen steber v sklopu Mladinskega centra Dravinjske doline, v naslednji fazi pa načrtujemo spin-off v samostojno podjetje, zadrugo ali društvo, potem ustanovitev vsaj ene samozaposlitvene mladinske zadruge ter pri mladih pridobivanje ključnih socialno-podjetniških kompetenc. Želimo si ne samo, da mladi pridobivajo te kompetence, ampak jih bomo ponudili tudi orodje, da se jih bodo lahko beležili in jim bodo kot take koristile potem pri nadaljevanju ali v iskanju konkretne zaposlitve pri drugih delodajalcih ali pa pri tem, da si kreirajo tudi svoja lastna delovna mesta, kot smo že rekli, da je eden od naših glavnih ciljev projekta. Projekt Kreaktor smo začeli snovati že v mesecu januarju letos, to pomeni projekt dejansko to, kar se tiče zdaj financiranja, ki je podano. Projekt je bil prijavljen na razpis v mesecu februarju in ne glede na rezultat smo se že takrat v projektni ekipi odločili, da bomo vseeno ga začeli s počasnim izvajanjem in pač začeli z mreženjem mladine. V aprilu smo tako izvedli prvo usposabljanje na temo poznavanja socialnega podjetništva, že v marcu gostili udeležence treninga za socialne podjetnike in konstantno mesečno predstavljali primere naše dobre prakse. Konec meseca aprila se je okoli Mladinskega centra že nabralo precej aktivnih posameznikov s čisto različnimi idejami, če mogoče malo neštejem. Eni so prihajali z idejami od samooskrbe, drugi z trženjem na spletnih mestih, tretji z iskanjem talentov, potem so se našli tudi taki, ki nimajo izobrazbe, pa bi mogoče kosili ali pa pomagali urejati okolico starejšem, do dizajnerjev, mladih, ki šivajo oblačila, torej se ukvarjajo s tekstilom. Na različne sklope smo že pritisnili in bomo še naprej. In vse te ideje so se zdaj v bistvu konec aprila poklopile z sprejetjem projekta in torej posledično možnostjo, da bo naš projekt bolje zaživel in tudi v bistvu hitreje zaživel. V mesecu maju smo tako na projekt zaposlili še eno mlado osebo in pridobili svežo delovno silo. Začele so se priprave na tematske delavnice, s katerimi začenjamo v naslednjem tednu in nato s polno paro seveda do decembra in upamo, da se bodo lahko
obdržale tudi naprej. Konkretno pa so naši cilji do decembra naslednji. Vzpostavili bomo lokalno mrežo za povezovanje gospodarstva, javnega in zasebnega sektorja z namenom spodbujanja zaposlovanja mladih. V to mrežo želimo vključiti vsaj 10 različnih organizacij in pa vsaj 10 različnih gospodarskih združb. Potem pripravili bomo strategijo razvoja mladinskega socialnega podjetništva, ki bo uporabna tudi v drugih občinah oziroma regijah po Sloveniji. Pripravili izobraževalne modele za spoznavanje socialnega podjetništva, dvig socialnih in državljanskih kompetenc, ter potem, ko bodo modeli pripravljeni, izvedli 8 takih aktivnosti. Pripravili koncept delavnic za spodbujanje mladih na temo samozaposlovanja in posledično ob petkih izvajali coworking srečanja najprej v prostorih MC Patriot z profesionalnimi mentorji. S temi srečanji začenjamo že naslednji petek. Izvedli 6 izobraževalnih delavnic na temo socialnega podjetništva in zadružništva. Pripravili in izvedli analizo stanja na lokalnem področju, torej mlade pozvali k temu, da se aktivno odzovejo. Na mesečni bazi bomo sodelovali z lokalnimi mediji preko stalne rubrike v tedniku Novice. Pripravili in izdali bomo publikacijo s primeri dobrih praks, ki jo bomo distribuirali preko mrež, s katerimi sodelujemo. Potem zagotavljali strokovno podporo mentorjev za kakovostno spodbudo mladim. V projekt že imamo kar nekaj starejših mentorjev vključenih, to so bivši gospodarstveniki ali pa ljudje, kot je na primer Duška, ki že imajo izkušnje s takim delom. Preko delavnic in idej mladih razvijali inovativne storitve in produkte, na končni stopnji pa razvili torej eno samo zaposlitveno obliko. Mi se nekako nagibamo k zadrugi ali SP-ju, bomo pa videli glede na ideje mladih, kam v katero smer bomo zašli. V projektu smo si zadali, da bomo aktivno vključili vsaj 100 mladih iz naše lokalne skupnosti in pa ciljali tudi na širšo lokalno skupnost, torej območje nekako zahodne Štajerske. Hvala, Laura. Tako, Kreaktor je nekako pripravljen tudi kot pilotni projekt spodbujanja zaposlovanja mladih, ki bi ga lahko z Ministrstvom za delo morda umestili v shemo za mlade. K besedi vabim gospod Martino Vuk za par besed o možnostih oziroma o kratki predstavitvi sheme za mlade. Ja, hvala lepa, lepo zdrav vsem. Hvala za vabilo. Pravzaprav sem se z veseljem odzvala na ta dogodek z več vidikov. Prvi je ta, da sem sama več kot 15 let delovala v mladinskih organizacijah, zato se mi zdi pač izjemno pomembno, da je sama ideja, prostor, namen zelo povezan z mladimi, da prihaja iz mladinskega centra. Mi smo vedno zagovarjali stališče, mladinski center je prostor, ki se mora napolniti z idejami, ki bojo prinesle nek učinek. V začetku je bil pač to družabni prostor, prostor za kreativno ustvarjanje in tako naprej. Zdaj pa, tako kot je bilo omenjeno, spremembo tako gospodarske situacije, stanja na trgu dela in tako naprej, dobiva pa ta prostor tudi druge pomene in to spodbujanje ali pa opolnomočenje mladih, pravzaprav, da pridejo potem do izkušenj, do zaposlitve, da razvijajo svoje ideje, se mi zdi pa sploh še taka dodana vrednost, ki pač jo mladinski centri šele razvijajo. Zato pač to idejo res podpiram. Kar se tiče, veseli me, da sem jaz prišla na vrsto pravzaprav po vseh teh predstavitvah, ker je izjemno dragoceno slišati neposredno predstavitev samega projekta, kaj naj bi bili cilji, outputi, končni rezultati, kakšno je nadaljevanje in tako naprej, ker se veliko lažje odzoveš po eni strani in po drugi strani pač se ne pogovarjamo zgolj o teh nekih načelnih stališčih kot vedno. Ja, znotraj Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti deluje oddelek za socialno podjetništvo, kjer je bilo že kar precej napredka narejenega od samih začetkov, odkar je bil sprejet zakon do strategij in tako naprej. Res je, da je bila dosedanja osredotočenost v precejšnji meri na ta socialna podjetja tipa B, torej tista, kjer zaposlujejo ranljive skupine, vendar pa je nekako, po mojem mnenju, zdaj že čas, da začnemo spodbujati tudi ta tip A, ki se je pokazal,
da vendarle to ni nek obvod za pač take in drugačne oblike ali DO-jev, SP-jev ali pa pač zavodov in društev, da bi začele nekaj služiti, kot se je govorilo, ampak da je dejansko to neko res družbeno odgovorno gospodarstvo, česar nam primanjkuje, kar je izjemno pomembno, še posebej je pa pomembno pač to za mlade, da se ta miselnost spremeni od unga stališča, treba se je znajti, ker pač smo v takem času in če se boš znašel, boš pač nekako skozi pršel, itak noben ne računa več na pokojnino, torej brez veze se je redno zaposliti, gremo raj na drug način, da mi več ostane, ali pa itak se ne moram redno zaposliti, torej brez veze, do pač tega probimo skupaj najdeti nek način, kako pač lahko naredimo za skupnost, v kateri živimo, kar pomeni, da ostanemo tam, iz kjer izhajamo, da je nek smisel, zakaj pač ne bi se selil v večja mesta, zakaj ne bi šel v tujino, torej ostaneš doma. V tistem okolju, ki ga poznaš, z ljudmi, mogoče, ki jih poznaš in ustvariš nekaj novega zase, torej za svojo zaposlitev, kot tudi širše za okolje, ali pa tudi, če to potem razširiš kam dlje, torej tudi za druge ljudi, ki se lahko vključijo. Nekaj daš okolju, hkrati pa seveda potem tudi okolje mora nekaj tebi dati. In to jaz vidim zdaj kot ta začetek, ko okolje tebi nekaj da. Predvsem sem bila vesela tega, da, ko ste rekli, to ni pravi coworking, zato ker ne pričakujemo ljudi, ki bojo že prišli z izdelanim tako rekoč poslovnim načrtom in bojo samo iskali pač partnerje, ampak dejansko ljudi, ki bojo šele razvijali svoje ideje, kaj početi, s kom početi, na kakšen način početi in to razvijati naprej. In se mi zdi, da tega manjka. Prevladuje pač prepričanje, mladim se itak ne da, ali pa unim tik pred penzijo, če se zdaj vrnemo tudi na druge ciljne skupine, se tudi ne da, pa sam čakajo in so vsi nesrečni, ker se pač podaljšuje ta zahtevana starost in delovno pokojninska doba, pač ko se lahko upokojijo. In torej samo čakajo, pač, da bojo ali dobili neka nadomestila ali pa čim prej prišli pač do nečesa, kar jim bo nekdo omogočil. Jaz pa mislim, da velikokrat manjka te motivacije, možnosti. Mi po eni strani širimo ideje, pač ni v šolah, ni podjetništva, ni podjetniške miselnosti, potem kasneje ni nobenih usposabljanj pa izobraževanj. Dejansko pa ni povezanosti vseh sistemov, ki obstajajo. To je ključen problem. Obstaja ogromno, tako nevladnih organizacij, kot čist podjetij, ki se s tem pač ukvarjajo, čist tržno, usposabljanj in tako naprej. Ni pa povezanosti. Torej ti se vključiš v nek tečaj, v neko usposabljanje, to končaš, dobiš nek certifikat in kaj pol, Potem pa rečeš, zdaj sem se jaz naučil, delati bilance, zdaj pa jaz znam si napisati pač ta poslovni model, kaj bom pa zdaj delala? Ja, zdaj pa na tebi, da razmišljaš. Jaz razmislim, kaj pa zdaj, ko sem razmislila, zdaj pa rabim neko podporo, zdaj pa sama sabo, ker če bi jaz sama sabo lahko to že vse prej domislila, ne pravila ne unga začetnega usposabljanja, ne nekih finančnih sredstev spodbude, nič bi to že naredila, se pravi tisti, ki ima že izdelano idejo in to, že pač pa neko podporo od kje druge, že to lahko naredi, tisti, ki pa nima, pa rabi pa celo to okolje, da ga pripelje do te osamosvojitve. Zdaj pa pridemo mogoče do teh ukrepov jamstva za mlade, javnih del in vseh drugih ukrepov, ki jih skušamo pač mi vzpostaviti. Vzpostaviti ne kot trajne ukrepe, ki bi pač reševali ali pa zniževali stopnjo brezposelnosti, ker to je utopična ideja, da ti lahko s takimi ukrepi pač to rešiš za vse večne čase, pač samo malo povečuješ sredstva, da razpisuješ več mest za javna dela ali pa spodbujaš druge, pač daješ subvencije oziroma odpišeš plačevanje prispevkov in tako naprej in da boš s tem zdaj dolgoročno rešil problem. To so ukrepi, ki pač morajo biti začasno namenjeni za tiste
za osebe, ki so jim pač ciljno namenjeni, torej prilagojeni posameznim ciljnim skupinam, posameznim potrebam na trgu, različnim pač skupinam brezposelnih, ne samo po starosti, ampak tudi po izobrazbi, po konec koncev intenciji, kaj te ljudje želijo v bistvu delati, ne? Torej te ukrepi morajo biti tako zasnovani, da so neka uvodna spodbuda, da pripeljejo pač človeka do te osamosvojitve, torej ali do tega, da se nekje zaposli potem za naprej, ali da sam nekaj ustvarja za naprej in po možnosti še širi pač krog potencialnih delovnih mest za druge, ki jih bo potem on opolnomočil na ta način. Ne. Zdaj pač, ker je ta kriza, ker je dejansko porast prinesla to, da je porast brezposelnosti mladih največji porast glede na vse preostale skupine brezposelnosti, smo se pač dejansko na mlade, tako Evropska unija se je osredotočila, kot potem v Sloveniji pač osredotočila na ukrepe, da bi znižali to stopnjo ali pa vsaj ustavili ta enormni porast z novimi prihodi pač mladih na trg dela. In zadnje mesece, verjetno ste kaj slišali, so podatki glede ne samo glede zniževanja števila brezposelnosti, ampak predvsem to, kar mi gledamo, odliva v zaposlenost, ker to je pač pravi pokazatelj, ali se res kaj premika, ali se pač administrativno znižuje, ne, ta stopnja brezposelnosti. Ne. In dejansko, recimo za zadnje 3 mesece, ne, se je število brezposelnosti v povprečju znižalo za 10 000 na mesec, od tega se jih je od 6,5 do 8 000 vsak mesec zaposlilo. Torej dejansko ni bilo upokojevanje pa črtanje zaradi neaktivnosti, ampak dejansko se je v povprečju torej 7500 ljudi na mesec zaposlilo. Od tega jih je bilo največ v tej skupini od 15 do 29 oziroma od 24 do 29 let, se pravi dejansko med mladimi, kar pomeni, da ja, mi si zdaj ne domišljamo, da te ukrepi že nosijo take rezultate in da je to samo zasluga teh ukrepov, ampak je pa tudi zasluga teh ukrepov, ker vseeno brez pač posega v stanje, kakršno imamo in brez kakršnih koli podpor se pa tudi stvari ne morejo same od sebe, žal se ne morejo same od sebe premakniti. Tako da jaz upam, da bo umestitev v to novo finančno perspektivo in v ta operativni načrt uspela. Predvsem si želim, da bi to res bil pilotni projekt za celo državo. Zelo me bo zanimal tudi odziv župana, ker je izjemno pač pomembno, kaj misli lokalna skupnost, ker vendarle so to projekti, ki so lahko uspešni, vkolikor so pač v nekem okolju in res izjemno povezani pač z vsemi akterji. Tako da pač brez gospodarstva, brez lokalne skupnosti, brez prostora in ljudi, ki dejansko dajo to podporo, brez tega mentorstva tudi pač stvar ne more biti uspešna. Pa je res to, pač, kot ste rekli, ad hoc projekt, ki se začne, zaključi, se reče, ok, nekdo je imel pol leta službo in to je to, gremo zdaj nekaj novega iskati. To pa ne želim. Ja, to pa ne bi smel biti namen, ker ima lahko pač to povezovanje veliko večje učinke, vkolikor je uspešno, traja daljši čas in pač potem res to rata neka platforma za pač nove spodbude. Toliko z moje strani, jaz vam želim uspešno delo. Zelo nas bojo pa tudi zanimali rezultati ob koncu leta, ko se pač projekt izteče, da vidimo, kaj in kako je uspelo. Najlepša hvala, gospa Martina, za spodbudne besede. Ja, glavnina aktivnosti se izvaja pri nas v našem lokalnem okolju. Prav tako so tudi cilji usmerjeni k temu, da mladi v naši občini omogočimo zaposlitev. Zato bi prosila župana, gospoda Mirana Gorinška, za par pozdravnih besed in morda njegov pogled na ta projekt vključitev v lokalno okolje. Hvala lepa za vabilo in za besedo. Mogoče malo simbolike, izjemno lepo okolje smo si našli po tole lipo simbolom slovanstva in še nekaj. V redko v katerem mestu imate 50 metrov od starega trga ptičje petje, pa še sonček sije, tako da projekt je očitno na dobri poti, ne samo v tistem konkretnem smislu, ampak tudi simbolika ga rahlo spremlja.
No, poglejte, jaz sem vmes razmišljal, da je danes situacija bistveno drugačna kot v času, ko je moja generacija zaključila študij in se zaposlovala. Tam v začetku ali pa v sredini 80-ih let je bilo pravzaprav samo po sebi umevno, da si že imel nekje nagledano, kje se boš našel in te je praktično delovno mesto, ki te je čakalo, te je potem vodilo, so prihajale ideje, ampak imel si neko varnost, lahko si takoj pridobil delovne izkušnje, da si imel podlago za nadaljne kariero ali pa nadaljni razvoj tvoje službene poti in teh skrbi, kot so danes, ker je osnova, da kjerkoli, če se že pojavi kakšno delovno mesto, ko se nekdo pojavi na razpise, tista osnovna zagata, ja, nima uradno priznane delovne dobe, vsakdo pa nekaj že dela in ustvarja, saj ne gleda samo v zrak. In smo potem na tistih formalnih zagatah. Sam pogled na to idejo oziroma na ta projekt, mi smo se z Lauro pa z Nežo že pogovarjali, je pa zagotovo, tako kot že nekaj aktivnosti, ki so se odvijale tukaj v Mladinskem centru v Konjicah, kjer smo bili pravzaprav, ali pa ste bili tisti prvi, ki so orali ledino kar na območju celotne Slovenije, je zagotovo podpora, ki je strani lokalne skupnosti zagotovo tukaj. Seveda je pa potrebno v to vključiti še ne samo tisto moralno podporo, ampak tudi tiste, ki pravzaprav iščejo te vaše ideje, da jih potem vkomponirajo in na koncu ovrednotijo. To so pa v enem delu podjetniki in pa seveda v tistem, kar je bilo že nakazano, da se potem tisti, ki se vključujejo, ki te ideje svoje, vedno bomo morali izhajati od spodaj na vzgor, če bomo hoteli imeti razvoj, nikoli od zgoraj na vzdolj. Tudi to, kar je gospa predstavnica ministrstva že povedala, težko pričakujemo, da bo zdaj nekdo od zgoraj na vzdolj dajal navodila, ampak prej pričakujemo, da bomo te ideje, ki tudi v takšnem okolju nastajajo, da jih potem zberemo in da jih potem vi pravzaprav umestite v sistem. In tu je pravzaprav tudi nadaljevanje tega, kar sem želel povedati. Ne sme biti prepuščeno usoda takšnih idej, takšnih kreatorjev in podobnih idej, ne sme biti prepuščena samo lokalnim skupnostim, ker jaz sem na nek način prepričan, da je pri nas zagata, kar se tiče teh relacij na nivoju državnih služb in pa samih lokalnih skupnosti, izvira iz enega osnovnega razloga, ker smo zmešali pojem nekdanje občine iz socializma in pojem lokalne skupnosti. In vidim kot ogromno težavo, da smo zdaj vsem skupnostim, lokalnim skupnostim, tudi tistim, ki ima 380 prebivalcev, obesili naloge, ki pa jih niso v stanju izvajati, niti nimajo kadrov in zato je to tako drag sistem. Da je potrebno sistem javne uprave preoblikovati v smeri, da bodo določene vloge, ki jih imajo danes, ne vem, komunalno urejanje, celotna komunalna služba, potem zakonsko nalogo, da se vsaka občina ukvarja s turizmom, zdaj sem namenoma šel izven tega. Ne more biti to naloga vseh lokalnih skupnosti. To je lahko povezovanje, pa ne recimo temu zdaj regije, lahko so to čisto popularni izrazi subregija, ali pa naj bo to ena geografska zaključena celota, ker nekdo te naloge upravlja za vse ostale. Tiste lokalna skupnost ima pa res nalogo lokalne skupnosti. Hočem navezati na to, ali pa dati predlog. Mi smo se pogovarjali okrog pomoči pri izvajanju tega programa. In včasih ima mogoče kdo občutek, da ni posluha, ampak lokalna skupnost ima proračun, ki ni vreča, ko kar sežeš v njo, pa potegneš ven. Vsaka stvar mora biti pripravljena. Mi smo se pogovarjali o tem, da bomo ta program pripravili, ga ovrednotili nekje do septembra, ko bo že znano okostje za proračun naslednjega leta. Do takrat pa moramo malo čarati, malo izumljati, pa iti na meji legalnosti ali pa zakonitosti. In zato je moj predlog v tej smeri, da se je potrebno obvezno povezati
Eno je to, kar je bilo govora okrog promocije v okviru skupnosti občin Slovenije. Drugo pa je, da razmislimo v smeri, da skupaj z ministrstvom razmišljamo. Ena od takšnih institucij, ki že delujejo in to uspešno delujejo, so sveti regij. Da gremo tako podobno, kot smo šli pri štipendijskih schemah, kjer smo prerasli te okvire lokalnih skupnosti in smo v okviru sveta regije oziroma konkretno za naše območje, to ureja Razvojna agencija Slovenske regije, RASER, sedež je v Celju, vseh 31 občin, koliko je v tej regiji, pa se potem dogovarjamo o enih skupnih nalogah, ki so smiselne tako na področju tistega komunalnega urejanja, kot sem ga prej omenil, in tudi pri podpori takšnim projektom. In jaz sem prepričan, da je potrebno najti sistem na višjem nivoju, kot je sama lokalna skupnost. Ker v tem, recimo v Konjiška občina 14.500 prebivalcev, je že ena takšna sredina in takšen proračun, kjer si lahko, ko planiramo, privoščimo eno finančno podporo. Drugo je moralna, finančna podpora takšnemu projektu. Ne vem, prej smo omenili občino s 380 prebivalci, pa vprašanje. In ni dopustno, da ustvarjamo neke razlike že na tem osnovnem, v startnem obdobju, in da je to potrebno zagotoviti enake pogoje vsaj na enem območju ene regije, ki je že bistveno bolj, lahko se pogovarjamo o enakih pogojih, od Pločan pa do Vitanja, pa Zreči, če hočemo. Toliko mogoče v tem smislu. In pa še ena stvar, ko sem prej pogledal Društvo upokojencev, imamo, mogoče je to že pred nekaj leti bilo tako namenjeno, da je ta simbioza med starejšo generacijo pa med mladimi tukaj tudi v fizičnem smislu na isti lokaciji, tako da je že to ena zelo taka dobra naveza in kakor vem, že kar dobro sodelujete od mladinskega centra, razni projekti in pa ta program Starejši za starejše, vse to se da navezati in iz tega ven dobiti tudi kakšno idejo, saj tistega, da bo sam nekdo papir prelagal, ampak je treba te ideje začeti tržiti. Tu pa smo potem vsi skupaj. Starejši imajo znanje, mi ga pa črpamo. Pa te ideje potem tržiti, ni druge. Nekaj časa se lahko pogovarjamo, smo lahko preko teh skladov financirani, potem pa mora stvar rasti. In tako kot otrok enkrat shodi, pa gre svojo pot, tako je pa to. Tako mora pa prejeti. Ja, sem zelo vesela, da vam že danes lahko predstavim nekatere partnerje, ki že pomagajo pri izvajanju in pri samem lansiranju projekta in ki so v projektu zaznali velik potencial. Partnerji Kreaktorja do danes so Slovenski forum socialnega podjetništva, Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, medijski partner Novice DOO in Radio Rogla, torej iz lokalnega okolja, in MS Servis, eden izmed prvih, ki se je tudi odločil za to podporo in za partnersko sodelovanje. Danes je z nami gospa Renata Kerovec, ki bi jo prosila za par besed, zakaj so se tako odločili in kje so oni točno recimo videli potencial. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Hvala Neža za besedo in povabilo. Sodelovanje z Kreaktorjem vidimo pravzaprav v nadgradnji obstoječega dela, ki ga opravljamo že dobrih 15 let, slabih 15 let v taki obliki kot DOO. Prej smo študentsko delo, to je tak domači izraz za začasno in občasno delo dijakov in študentov. Zato bom potem v nadaljevanju uporabljala kar študentsko delo, ker je bolj znano. Lahko rečem, da se je v vsem tem času, odkar se ukvarjamo s tem delom, nabralo kar nekaj izkušenj, sodelovanje z lokalnimi podjetji. Moram priznati, da delujemo tudi širše, ne samo v lokalni skupnosti. Imamo ne samo člane, ampak tudi delodajalce izven domače regije. Žal pa je tudi na to področje posegla gospodarska kriza, tudi mi nismo imuni na vse, kar se je dogajalo. Študentsko delo je v zadnjem času, tudi kar se tiče sprememb v zakonodaji, moram priznati, rahlo na udaru. Obetajo se spremembe, ampak tudi tukaj bolj v negativno smer za člane, se pravi za dijake in študente, zaradi raznih omejitev, zaradi upada povpraševanja.
zaradi upada ponudbe del, zaradi tega, čisto po domače, če se delavec, ki je v rednem delovnem razmerju, odpusti, tudi ni prostora za množično ponudbo del dijakom in študentom. Je pa res tudi to, da je vedno bolj opravljanje dela in posledično temu zaslužek marsikateri družini nuja, ne samo za preživetje otroka, včasih se na račun opravljanja dela rešuje tudi družinski proračuni, seveda, če je le to možno. Zaradi vseh teh razlogov vidimo mladinski delo z mladimi na tem nivoju kot nadgradnjo obstoječega dela, povezavo z mladimi. Ne smem reči, da ne bomo posegli tudi v povezovanje z starejšo generacijo, saj tu vidimo tudi povezave, ki nikakor niso zanemarljive. Imamo izkušnje tako z povezavo z delodajalci, člani, mi kot posredniška vloga smo vedno v trikotniku in upam, da se v tej zgodbi lahko aktivno povežemo, nudimo infrastrukturo, prostor, kadre z dolgoletnimi izkušnjami, ne samo s strokovnim izpitom, ampak tudi z delom, z osebnimi stiki v naši pisarni, ki jo imamo po telefonu, kakorkoli smo dosegljivi, za vse ideje, včasih tudi kakšen klepet dobrodošel, bodi so to starši ali pa člani, ki se nekako včasih tudi potožijo, in beseda prijazna ali dve nikoli niso odveč. Na tak način se da lažje najti potem tudi stik z delodajalci. Naši člani so stari, pogoj je 15 let, nekateri res niso še samostojni, da bi si lahko sami napisali, kratko prošnjo za delo, kratek življenjepis in iskali same stike z delodajalci. In tu potem nastopimo mi. Najprej seveda poskusimo vsakemu ponuditi možnost, da samostojno pripravi. Mu pomagamo že pri sami pripravi, na kar pa potem tudi posredujemo z delodajalci in jim poskusimo vzpostaviti kontakt. Trudimo se, da bi se povezovali čim bolj seveda z lokalnimi gospodarskimi in negospodarskimi subjekti. Radi bi delovali tudi širše kot še sicer. Predvsem pa vidim v upravljanju tega študentskega dela, vidim prednost novih delovnih izkušenj, ki sicer niso uradno registrirane, tudi v tem bi se še dalo marsikaj postoriti in poskusiti pritisniti na določene subjekte, da bi bile vse delovne izkušnje, ki nikakor niso zanemarljive. Nekateri delajo resnično lahko slabih 10 let in te delovne izkušnje niso nikjer konkretno zabeležene. Ma jih vsak lahko zabeleži v življenjepisu, ampak ni pa konkretno formalno nikjer zabeleženo vse izkušnje. Nekateri pravzaprav dobijo s tem upravljanjem dela prvo delovno disciplino, obveznosti in odgovornosti in mislim, da bi na tak način sodelovanja in povezovanja lahko marsikateremu mlademu, mladi so zdaj rečemo od 15 pa do 30 in preko, pomagali pa ne samo k prvi zaposlitvi, ampak mogoče tudi k samozaposlitvi oziroma k širši zaposlitvi, ne samo sebe, mogoče še prijatelja, soseda, znanca, vzpodbujanje k temu, da ni vse tako črno, kot mogoče kdo vidi. V tem vidimo našo vlogo in upam, da aktivno in uspešno pomagamo marsikomu. Ja, Renata, najlepša hvala za spodbudne besede in seveda za neko lokalnega akterja, ki je šel direkt, je rekel, ja, mi gremo tukaj, kaj lahko nudimo,
naredimo dobro zgodbo. Tako da, Hvala res lepa. najlepša hvala. Tadej bi še nekaj dodal. Nekaj sem kratko dodal, ja. Zdaj sem omenil, da bodo tu potekale v petkih delavnice celodnevne, namenjene ustvarjanju te skupnosti mladih, ne. Ti ne moš imeti coworking prostora, oziroma ga imaš lahko, ampak je prazen, če nimaš notri uporabnikov, akterjev, in to imamo namen izvajati tukaj enkrat tedensko. In ko pa se bo coworking skupnost postavila do te mere, da bodo že prve iniciative vzpostavljene, to bodo iniciative, ki bodo ali v sklopu mladinske zaposlitvene kooperative začele poslovati, ali pa da bodo ustanovili svoja podjetja, pa se bomo preselili, in to je tudi velika priložnost, da ima mladinski servis praktično polovico prostorov, ki jih ima v lasti, praznih, zelo primerni prostori, v katerih si bodo lahko te iniciative, tako imenovani desk sharing, postavile svoja podjetja, bodo imela prostor, kjer bodo lahko zelo po dostopni ceni imele tudi svoje pisarne, in dejansko je pot potem iz te skupnosti, ki bo tu nastajala, že potem na to lokacijo, ki pa ima, kot je omenila Renata, zraven že praktično dnevno prisotne tudi zaposlene, ki lahko jim pomagajo in ki jih lahko povezujejo. Če pa dovoliš, Neža, bi pa, ker je z nami tudi predstavnik gospodarstva, največjega delodajalca v Dravinjski dolini, pa vendarle povabo med nas tudi gospoda Bračkota, pa mogoče par misli ali pa neka podana roka tudi v tej smeri. Pa če se nam lahko pridružite, mogoče da bomo... Ja, dober dan tudi v mojem imenu. Jaz se zahvaljujem za povabilo. Mogoče še pa z druge strani to zadevo pogledati. Mi kot, tako kot je že Tadej rekel, največji delodajalec v daleč naokrog, seveda vedno gledamo in spodbujamo vsako neko novo idejo in vsak potencial, ki lahko iz te ideje nastane, kot bi rekel na drugi strani egoisti, da bomo iz tega lahko črpali dobre kadre. To je A, ali pač sodelovali z dobro firmo, ki bo nastala. In iz tega zopet pač vidimo korist za družbo, za naše zaposlene in seveda tudi za širšo družbo. To je zelo tako na okroglo. Kjer mogoče mi kot gospodarstvo gledamo na te zadeve malo drugače, je pa predvsem v trenutku, ko ena taka ideja v enem takem centru, kot je Kreator, nastane tudi neko podjetje ali pač SP ali kakorkoli, nekdo se začne z nečim ukvarjati, kar je zanimivo tudi za okolico, je v tistem trenutku, ko to podjetje začne živeti brez raznih subvencij, pomoči in tistega, kar pač družba v to investira, zato da bo to nastalo. V tistem trenutku pride tak posameznik ali pač neko manjše podjetje v realni svet in ugotovi, da je pa okolje, v katerem je potrebno poslovati, nekonkurenčno. To se v bistvu opaža v zadnjih letih zelo močno in resna etablirana podjetja, velika podjetja ali pa tisti, ki so na tržišču igralci že dolgo časa, tako kot je recimo Unior letos praznujemo 95 let, prihajamo do tega spoznanja, da smo vedno težje konkurenčni. Vedno težje je in enostavno tu mislim, da bi moral biti potem tudi strani države, torej zakonodajalcev, pogled tudi v ta čas, ko ta podjetnik, ko ta mlad človek ali kot podjetje ali kot nekdo, ki se zaposli, da bo prišel v okolje, ki bo omogočalo, da smo konkurenčni in da lahko tekmujemo globalno. Vemo, svet je danes strašno mali. Praktično v tem trenutku lahko poslujemo, komuniciramo, delamo, se pogovarjamo in razmišljamo z komerkoli na tej zemeljski krogli in dejstvo je tudi to, da so pač neka okolja nekje tudi zaradi okolja, v katerem živijo, bistveno bolj konkurenčna. S tem se seveda ne moramo strinjati in je treba zadeve gledati širše, ampak kljub temu mislim, da je potrebno poleg te ideje, ki je absolutno jo za podpreti in ki je
ena dodana vrednost v vsej tej sferi gospodarstva, da je potrebno zelo močno gledati tudi v čas po tistem, ko to podjetje mora začeti samo živeti. Tu včasih mi iz gospodarstva nekako se nam zdi, ko so vsi ti množica nekih projektov, ki so subvencionirani in prav je tako, ampak ne gleda se, velikokrat se ne gleda, kaj je po tistem. In da mogoče je okolje takšno, da enostavno konkurenčno ne bo zmoglo to novo podjetje preživeti. In tu mislim, da moramo kot družba narediti verjetno premislek in pogledati. In matematika je zelo enostavna. Mora biti enako ali pa malo bolj konkurenčni, kot je Konjice, pa dajmo 300 km radius naredimo. Zelo tako enostavno povedano. In tu bomo morali verjetno določene zadeve tudi kot družba prilagoditi temu, da bo se to zgodilo. In da bo lahko čez 10 let bistveno boljše. Prej pa zelo težko. V Nemčiji so se pred kar nekaj leti odločili, da bodo postali svetovna prestolnica kreativnih industrij. To so postali, v Berlinu so, in ravno podatek iz leta 2013 Deutsche Bank je delala analizo, so ugotovili, da so v teh 10 letih po bruto družbenem proizvodu prehiteli celotno avtomobilsko industrijo v Nemčiji. Se pravi, da so te kreativne industrije, ki se temeljijo na teh vsebinah, o katerih smo danes govorili, naredile posla v tem obsegu in istočasno, kaj so generirale, so kreativne strokovnjake. Ker kreativnost, ki pa rabiš, da dvigneš konkurenčnost. Če si mogoče zadamo nek taki cilj, če bi tu v tem okolju si zadali, da pa Konjice tudi s tem projektom postane neke vrste epicenter na tem področju, te kreativnosti v povezavi z potrebami gospodarstva, da se mi zdi, da smo na pravi poti in da če tega ne bomo naredili, da bomo zaostajali napram drugim. To je pa zelo pomembno, da je to z roko v roki z realnim gospodarstvom. Najlepša hvala, Tadej. Ja, za zaključek še nekako ena misel. Čas je, da prave ideje, kot je ta, dobijo priložnost in zaživijo z roko v roki z nami vsemi, ki smo danes tukaj.